Dober dan, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, predstavniki občinske uprave, sedme sile, lepo pozdravljeni na prvi izredni seji občinskega sveta občine Kamnik v mandatu 22-26. Preden bi uradno začel, bi vam dal nekaj napotkov oziroma nekaj navodil, kako bodo seje potekale v prihodnje, glede na to, da je kar nekaj svetnic, da vas je kar nekaj svetnic in svetnikov novih. Tako da kot prvo bi upozoril, da kartico tole, to je, se pravi, žive cene. Tale kartico, da vtaknete noter v glasovalno napravo in deluje, ko sveti zelena lučka. Zdaj, če med sejo odhajate iz sejne dvorane, je potrebno kartico izvleči. Enako ravnate tudi, ko je odrejen odmor, torej kartico izvlečete in jo pustite na mizi. Vedno ob koncu seje naredite isto, torej kartico pustite na mizi. Na seji se najprej vedno preverja sklepčnost, na tem mestu tudi naznanim, kdo od svetnic in svetnikov je odsotnost upravičil, zato prosim Kristini Zabavnik, vedno pred sejo sporočite, če se slučajno posamezne seje ne boste mogli udeležiti. Po ugotavljanju sklepčnosti se na rednih sejah potrdijo zapisniki prejšnjih sej, na izrednih in dopisnih sejah se zapisnikov ne potrjuje. Če je podana pripomba na zapisnik, se glasuje najprej o pripombi, potem pa še v zapisniku v celoti. Glasovanje se začne, ko rečem glasujemo, glasovanje poteka 10 sekund, ko je zaključeno, povem, da je glasovanje zaključeno in potem se ne da več glasovati. Nato sledi vedno po ugotovitvi sklepčnosti sprejem dnevnega reda. Najprej se obravnavajo predlogi za razširitev dnevnega reda, ki so vam posredovani skladno s poslovnikom, potem predlagatelj vloženega predloga za razširitev se mora na tem mestu prijaviti k besedi in obrazložiti, zakaj bi želel razširitev dnevnega reda. Obravnavi predlaganih razširitev sledi obravnava predlogov za hitri oziroma skrajšani postopek in potem za umik. Če umik predlaga predlagatelj, se o umiku ne glasuje, sicer pa. Pred sprejemom dnevnega reda v celoti se lahko predlaga še spremembo vrstnega reda obravnave točk. Pri obravnavi dnevnega reda lahko svoje stališče o predlogih povedo svetniške skupine, torej eden od članov svetniške skupine ter samostojni svetnik in župan, če ni predlagatelj. Predlagatelj ima na koncu ponovno možnost obrazložiti svoj predlog. Vsi govorniki so omejeni na 3 minute. Ko čas poteče, se mikrofon izklopi. Koliko časa še imate, lahko vidite na ekranu, ki je tukaj za mano, nato se o posameznih predlogih glasuje. Pri obravnavi točke dnevnega reda je obravnava širša. Vsebino najprej predstavijo poročevalci, nato se odpre razprava. Če se želite prijaviti k razpravi, to storite takoj, ko odprem razpravo za posamezno skupino razpravljavcev. To so praviloma najprej delovna telesa, potem so svetniške skupine, potem svetnice, svetniki in na koncu še kdo. Razpravljavce za druge primere določa poslovnik. K razpravi se prijavite tako, da pritisnete tipko prijava, počakate, da ste na vrsti in vam Kristina vklopi mikrofon, vam pa se ni potrebno ponovno prijavljati in avtomatsko dobite besedo. Torej, ko se enkrat prijavite na tipki prijava, samo pustite in se vam samodejno potem, ko pridete na vrsto, vklop mikrofon, ne da bi še enkrat pritiskali, ker če še enkrat pritisnete, se izklopite in padete, če potem še enkrat pritisnete na konc. Tako da, ko se prijavite, pustite, pa ko pridete na vrsto, boste dobili mikrofon. Pri razpravi so praviloma najprej na vrsti delovna telesa, k razpravi se lahko ni pa obvezno prijavi predsednik oziroma drug član delovnega telesa, če tako določi delovno telo. Sledi razprava svetniških skupin, katero lahko upravi eden od članov svetniške skupine. Kdo to bo, se zmenite znotraj svetniške skupine, ni nujno, da je to vedno vodja svetniške skupine, lahko tudi katerikoli član izmed svetniške skupine, ampak samo eden iz ene svetniške skupine. Potem so na vrsti samostojni svetniki, na tem mestu potem samostojni svetniki oziroma samostojni svetniki na mestu svetniških skupin ne morete razpravljati,
Potem sledi razprava svetnic in svetnikov, kjer pa lahko razpravljate vse svetnice in svetniki, nato pa sledijo pojasnila poročevalcev, torej tistih, ki so predlagali oziroma bili poročevalci, in na koncu, če je bila prej razprava, še dam besedo pod še kdo. Torej, pod še kdo so pa ponovno svetnice in svetniki, da če želite dodatna pojasnila. Razprava je omejena na 10 minut, razen ko občinski svet odloči drugače. Razprava pod še kdo pa je omejena na 3 minute. Ko je končana razprava, bom to oznanil, takrat se pride samo še na glasovanje o predlaganem sklepu. Točka se zaključi, ko je zaključeno glasovanje o vseh predlaganih sklepih. V sejni sobi je na voljo Wi-Fi, in sicer občina Kamnik gostje, pri katerem ne potrebujete nobenega gesla. Za konec bi vas pa sam še enkrat, za konec uvodnega dela bi vas pa še enkrat upomnil, da tisti, ki tega še niste storili, nekaj vas je še takih, da Kristini pošljete, kar je potrebno v zvezi z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, torej da sporočite morebitne subjekte, za katere velja omejitev poslovanja. Tukaj gre za, se pravi, podjetja, samostojne podjetnike vaših družinskih članov, torej vas ali pa vaše žene, moža, vaših otrok, in pa, se pravi, društev, javnih zavodov, v katerih vi zasedate glavne odločevalske funkcije, torej da ste ali predsednik, ali da ste zakoniti zastopnik, ali društva, ali pa javnega zavoda, ali pa da ste člani poslovodstva določenih društev. Zelo jasno vam pa to piše v tistem mailu, ko vam ga je Kristina poslala, kaj in kje so omejitve poslovanja. In zdaj te subjekte prosim javite Kristini, da se potem ustvari seznam, katerega bomo imeli za jasnega, in s temi subjekti občina Kamnik ne sme poslovati. Bistvene stvari mislim, da sem povzel, če je pa še kaj nejasnosti, pa kot rečeno, se obrnete na Kristino, ki je sekretarka občinskega sveta in ima vse informacije, in pa tudi, kjer mislite, da dobite še informacije, oziroma tudi smo vedno na voljo. Tako da zdaj bomo pa začeli današnjo sejo. Najprej predlagam, da ugotovimo sklepčnost. Prosim vas, da pritisnete zeleno tipko. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih je 27 svetnic in svetnikov, oziroma 28 prisotnih, glasovalo je 27. Svojo odsotnost je pa opravičil magister Šemso Mujanovič. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in da lahko začnemo z delom. Prosim vas, da izključite mobilne telefone. Rojstni dan je od zadnje seje praznoval Matjaž Šporar, iskrene čestitke. Zdaj pa prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je bil objavljen v gradivu številka 1 izredna. Ima kdo predlog za razširitev? Za umik? Za spremembo vrstnega reda točk? Ne? Potem prehajamo na glasovanje v dnevnem redu v celoti. Občinski svet sprejme dnevni red prve izredne seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.